Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Nahajamo se pri Matejevcu v Podbrezju, kjer je prejšnji teden potekal že 5. simpozij Akademije Podbreške Potice. In z mano je Jernej Jeglič, predsednik interesnega združenja Podbreška Potica. Lepo pozdravljeni. Dober dan, pozdravljeni. Čemu dajete pri vas največji poudarek na tej akademiji? Torej, mi imamo letos že 5. akademijo, vsako leto običajno koncem novembra, začetku decembra, takrat, ko prihaja čas potic oziroma adventni čas. V letošnjem letu imamo dva vrhunska predavatelja, ki dajeta poudarek slovenstvu. Slovenstvo pa pomeni najprej dr. Ignacija Fridl Jarc, ona je na Slovenski matici, urednica, in ona nam bo predstavila referat o biti Slovenec in živeti slovenstvo. Torej ne samo biti državljan Slovenije, torej to je prvi nivo, ampak Slovenc in potem tudi živeti slovenstvo, kar bo povezano z vsemi navadami oziroma z vsemi stvarmi, ki so povezane etnološko z Slovenijo ali pa z našim življem pred leti ali pa pred stoletji. Imate pa še druge eminentne osebnosti in katere so to? Ja, torej vedno imamo dva predavatelja, drugi je pa Erik Logar, ravno tako doktorat je naredil, dobil Prešernove in te nagrade, mladi raziskovalec na ZRC SAZU. On pa bo predstavil predvsem kako je manjšemu kmetu ali pa ljudem na podeželju, ki so doslej bili veliki ali pa mali, srednji kmetov ni več, kako s svojim delom pridelke, ki jih predelajo v pridelke, predelajo v proizvode, lahko tržijo pa na ta način, da jim dajo blagovno znamko kraja, geografsko poreklo, ali pa tako kot imamo tudi mi, Podbreško Potico, v kolektivno blagovno znamko Bled Local Selection, blejski lokalni izbor, ki ga imamo v letošnjem letu že drugič po 2 leti, tako da se na osnovi vseh teh meril, ki so zelo zahtevna, lahko uvrstimo tudi v višji cenovni razred. Vsi tisti, ki pa sodelujejo ali pa sodelujemo pri tem, pa so seveda ustrezno bolje nagrajeni za svoje delo, za ideje, za te stvari. Pri Potici še to zelo pomembno, kar bo verjetno tudi dr. Erik Logar poudaril, geografsko poreklo sestavin, ne surovin, sestavin. Kakšne sestavine so pravzaprav v Podbreški Potici? Torej, običajno ima Slovenska Potica, mi poznamo enih 100 in več receptov, tako jih tudi profesor Bogataj v svojih knjigah opredeljuje. Ima 17 standardnih sestavin, Podbreška Potica jih pa ima najmanj 12 oziroma 12 jih mora biti geografsko iz Podbrezij. Pomeni, da torej najbistvenejša razlika med drugimi slovenskimi poticami in Podbreško Potico je v tem, da Podbreška Potica je iz teh sestavin sestavljena, vendar za namaz se ne uporablja standardne, ampak se uporabljajo suhi krhlji jabolk, krhlji hrušk in tepke. Potem potico, da je lahko podbreška, mora delati mojstrica peke. Mojstrica je pa tista, ki 2 leti tolče vajeniško dobo, torej da se pripravlja v oči in potem dobi izpit pri največjih mojstrih slovenske tradicionalne kulinarike, pri Franciju Jagodicu, on je oče slovenskega gostinstva, pri Urošu Štefelinu, Mišlenova zvezdica, in pri profesorci magistri Skvarča iz Biotehniške fakultete. Tako da ti izpiti, ki jih naredijo tam, potem je Podbreška Potica mora biti v potičniku, ki ima certifikat, da glazure in sestavine so take, da ne penetrirajo noter v te stvari. To je samo en proizvajalec v Sloveniji. Dimenzije morajo biti predpisane, 26 na vrhu, 19 od spodaj, 10 v višino. Vsaka stvar pa se konča tudi z druženjem in pa s kratkim kulturnim programom.
Kulturni program je kar bogat. Najprej v začetku običajno začenjamo z Ipavčevo Slovenec sem, torej ker poudarjamo slovenstvo, potem pa imamo en zelo zanimiv družinski trio Izvir, kjer so mladina, ki že kar vrsto let, 10 in več let, vsak svoj inštrument igra pa na ta način, da so vsi zaključili že razen ene magisterij iz drugih znanosti, ne na glasbenem področju, tako da brat in sestra Zupan in Katarina so tisti, ki nam bodo v 2 sklopih muzicirali. V vsakem sklopu je pa tudi ena solo pesem, tako da Ana nam vedno običajno zaključi z Gomeževo Ave Marijo. Tako da ta kulturni del je tisti, ki je tudi na visokem nivoju, tako kot oba predavatelja. Seveda je pa ob zaključku druženje. Druženje so pa tiste, ker naše mojstrice peke potice ponudijo rezine potic in zraven poleg imamo tudi sveže stisnen jabolčni sok, tako da debata lahko poteka med vsemi gledalci, poslušalci, spremljevalci, tistimi, ki nas že več let, že 5. leto zapored, vsako jesen spremljajo na teh naših tradicionalnih simpozijih, v katere pa vedno vabimo eminentne strokovnjake. Torej, če rečemo 2 leti nazaj, profesor Bogataj in ravno tako doktor etnologinja Herta Maurer-Lauseger iz Avstrije, tako da tudi mednarodna izmenjava je tista, ki nas nadgradi z temi svojimi izkušnjami in tudi stvarmi, kako čez Karavanke na uni strani delajo Pohača, ker gor imajo Pogača fest, tukaj pri nas pa rečemo Potica fest. Najlepša hvala za tale pogovor. Ja, prav z veseljem.